Zdravo, tukaj Valentin. Danes bom povedal o tem, kako si izboljšati svoje umske sposobnosti, kako imeti boljši spomin, kako povečati svoj inteligenčni kvocient. Zasledujem predavanja določenih ljudi, ki so dosegli zelo visoke družbene položaje, in nekateri izmed teh ljudi tudi delijo na teh predavanjih, video intervjujih nekatere skrivnosti, kako so si tudi oni pomagali, da so dosegli večjo umsko sposobnost. Ena izmed metod za boljši spomin je to, da vdihuješ čisti kisik. Recimo, eden izmed teh gospodov je bil varilec in je že tam nekje pri 18 letih odkril, kako z vdihavanjem kisika izboljša svoj spomin. Torej, jeklenke kisika, ki jih je imel kot tehnični plin pri varjenju, je uporabil za to, da je ta kisik kar vdihaval. In v Sloveniji je možno kupiti seveda tudi ta kisik v velikih jeklenkah za varjenje, lahko tudi v jeklenkah za medicinsko uporabo. Obstajajo pa tudi naprave za proizvajanje kisika oziroma za kondenziranje ali akumuliranje kisika, ki stanejo nekaj 100 evrov za sobno uporabo ali celo za uporabo med potjo. Nekatere informacije iz strani medicine sicer svarijo, da je uporaba kisika čistega lahko celo nevarna v nekaterih primerih, ampak to je samo zato, da bi nas prestrašili, da bi čim manj ljudi uporabljalo vdihavanje kisika za to, da se opolnomočijo. Obstajajo celo hiperbarične komore za določene medicinske uporabe in pa tudi za to, da lahko vsak si to naroči, si privošči. Torej, nekatera podjetja imajo v ponudbi terapije v kisikovi komori. To je torej komora, v katero te neprodušno zaprejo in potem povečajo zračni pritisk in v to komoro spustijo čisti kisik. In potem si lahko v tej komori pol ure, uro, uro pa pol ali več. Ampak to pride seveda kar precej drago v primerjavi s tem, da si lahko kar sam kupiš kisik in ga potem vdihuješ. Tako da tudi jaz imam v načrtu to stestirati, kako bo vplivalo na mene. Potem pa še en trik, in sicer zelo pomembno je, da spoznaš, kakšno imaš kri. Testi krvi dajo lahko različne podrobnosti o tem, kakšne imaš kri, ampak večinoma medicinska stroka zopet teh informacij noče dajati, ker seveda želijo spet preprečiti ljudem, da bi se opolnomočili. Večinoma, kar ti dajo vedeti, je to, kakšno imaš krvno skupino, ne pa tudi ostale informacije, ki jih je možno izvedeti preko raznih teh testiranj. No, in že ta
informacije o tem, kakšno imaš krvno skupino, se da uporabiti potem za to, da poskušaš ugotoviti, iz kakšnih aminokislin imaš sestavljene možgane. Vsak od nas ima različno vrsto telesa in različno zgradbo možganov. Menda obstaja 8 teh različnih aminokislin in seveda varianta bi bila, da si greš narediti avtopsijo ali biopsijo, kako se že reče, možganov, da ti izrežejo košček možganov in ti potem točno ugotovijo, iz kakšnih snovi so zgrajeni tvoji možgani. Ampak je pa možno že iz tega, kakšno krvno skupino imaš, približno sklepati, iz katere aminokisline so tvoji možgani. Sicer pa najbolj vešči glede ugotavljanja so pa anesteziologi. Ti so zelo podkovani glede tega, da ti na osnovi krvi ugotovijo potem točno, iz katere aminokisline so tvoji možgani. In zakaj je to pomembno? Zato, ker potem lahko greš to aminokislino kupiti kot prehransko dopolnilo v lekarne in če to potem ješ, se ti izjemno povečajo možganske sposobnosti, izjemno se ti poveča inteligenčni kvocient. In tudi to imam seveda jaz v načrtu stestirati. Tretja finta je pa seveda to, da si čim bolj prisoten v sedanjem trenutku, da te in misli čim manj motijo. To pa seveda je možno doseči s tem, da si vedno osredotočen na svoje lastno dihanje in pa da se preko tehnik, ki jih jaz uporabljam že 10 let, delaš analizo svojih miselnih vzorcev in si odpuščaš tista prepričanja, ki so nerealna, ki so škodljiva. Če kdo želi vedeti več o tem postopku, pa me lahko kontaktira na Facebooku ali preko elektronske pošte. Najdete lahko me preko spleta na razne načine, samo če v brskalniku tipkate ime Valentin Rozman, boste zlahka dobili moje kontaktne informacije. Toliko za danes. Hvala za posluh in nasvidenje.